fuck, jaz to moram videti. Ne, veš, ki bi jaz začel, tam, ko smo končali zadnjič na Tobačniku, smo zamenjali o čakrah oziroma o ayahuaski. To je bilo septembra, nekje tu. Takrat si glih prišel z dopusta, si šel na bone, si šel na ayahuasco, na turistične bone, ne? Tako. Da to razloži, kak si to najdu, stari? Mislim, jaz sem že dolgo hotel iti na ayahuasco, ne? In po se je slučajno tako poklapalo, da sem videl, da pač imamo to v Sloveniji in da se da plačati z boni dejansko. In sem bil tako, wow, če to ni znak, kot Janša plača ayahuasco. Ja, wow. ne. Ja, ne. Janša zrihte, fucking znak. Ja. Kak je bilo, mislim, kaj se... Gledal sem že nekaj o ayahuaski, pizda. Nekaj mi je kao jasno, ampak nisem se ful poglobil. Daj povej, kaj je bilo. Wow. Res sva začela s to temo, ne? Ja. Ja, kaj te v bistvu zanima? Kaj sem videl tam, kaj sem doživel? Ali kaj, Ja, mislim, kaj to prideš, je? jaz ko sem videl to, ko hodijo v Amazonijo in hodijo in je pol tam šaman in je krog nekih ljudi, ki to skupaj vzamejo in je potem to je bilo isto, ali... Ja, to je bolj ali manj to, kar si opisal, ampak s tem, da so že prej so priprave, ne? Recimo veganska hrana 14 dni prej, jaz sem v bistvu ostal na njej. Zanimiva zgodba, no. 14 dni sem mislil, da bom vegan prej, potem se je zafilala una skupina, kamor sem hotel iti prvo in potem sem zvedel, ok, v naslednjo skupino lahko greš in jaz sem bil tako, zdaj bom še en mesec vegan ali kaj. In pol se je izkazalo, da je to 2 meseca še in nekje vmes sem ugotovil, da mi ta hrana dejansko ustreza. In ja, pol priješ tja, imaš malo pogovorov, zvečer se začne ta procedura oziroma ta obred in tako je, ne, 16 ljudi je bilo, mislim, da 20 vseh skup in to se pol dogaja. To pojejo in igrajo in to ti je v bistvu, te pesmi so ti kot neko vodilo, nek stik z... Verske izkušnje, ne? Čisto total. Ful, mislim, ne vem, kdo točno so tvoji poslušalci, ampak to se ne more primerjati z LSD-jem, z gobicam. To je nekaj, kar si ne bi upal nikoli sam vzeti. To rabiš ljudi, ki vejo, kaj delajo tam. To se odpre neka nova dimenzija in te šamani te znajo voditi skozi to. Ful pomembno je, kdo je to, ne. Ker zdaj imaš recimo v Peruju, se ful razrasto ta turizem, ne, ayahuasca turizem. In zdaj vsak ima 5 minut cajta za vohe keš in je pač šaman, tako kot je vsak pri nas, ne vem, nek turistični mogotec, ko ima Airbnb, ne, ista scena, ko zavohaš keš in to res niso stvari, s katerimi bi se igral. Ja, mislim, vse to meni vedno tako, pač, že tako, ko greš nekemu, en ti tam pove, da en dela in zdaj pač lahko ti travo kupi, ne, in zdaj, prvič, jaz vedno, ko je bilo tako, sem rekel, kaj sem za to vzel, ne. Ja. Ne vem, kaj sem to vzel, tam pa da greš nekam v gost, nekam, kjer so kače in vse in je pač nekdo ti da to in reče, jaz se bo vse vrej, pač zaupaj mi, čeprav me prvič vidiš, ne. Ja, najbližja bolnica je tako 3 ure stran, tu ni signala. Ja, mislim, veš, kaj mi prvo še razloži, kakšna skupina 16 ljudi je tam, kdo so Slovenci, ki hodijo na ayahuasco? Zelo težko bi najdel nek skupni imenovalec, ker so najrazličnejši ljudje. Mogoče skupni imenovalec je samo to, da so to ljudje, ki hočejo neki stopiti v stik samim sabo. Delajo na sebi in se hočejo znebiti neke pretlage. Vsi imamo neke potlačene strahove, nesigurnosti, mogoče nepredelane stvari iz otroštva in to nekako ti nezavedno sabo vlačiš in te bremza. Mogoče se niti ne zavedaš, koliko stvari te bremza v lifeu. In ko se odločiš za ayahuasca ti to razkrije. Vse te stvari ti razkrije in ti je jasno, da se ne rabiš ti osredotočati na določene stvari v lifeu in enostavno vidiš, kako pred tabo izpuhtijo vsi problemi. Ampak je ful težka izkušnja, to veš. To ni, da te ona tako... Mislim, lahko je zelo težka. Jaz prvi dan sem imel zelo težko izkušnjo, drugi dan, ker to sta dve seansi sta bile, ne. Drugi dan sem mislil, da me bo ubila, ker smo še malo močnejšo vzeli, drugi dan, tako, mislim, ne malo, 10-krat močnejšo, pa še 4-krat več je bilo, tako da
res močnejša zadeva. In sem mislil, da me bo ubila, ampak je šlo čisto v drugo smer. Prav, videl sem, da se jaz v lifeu nimam ničesar bati nikoli, nič se kerati. Vse, kar se je zgodilo, kolikor se je zgodilo, tako je prav, da se je zgodilo. In če se ne bi tako zgodilo, jaz ne bi bil, kjer sem. In vem, da sem na pravi poti, karkoli že delam, če sem v stiku samim sabo. To sem ti zelo na hitro povzel, kaj sem jaz odnesel od tega. Ne? Ja, ker tisti ljudje, ko sem gledal neke intervjuje in neke dokumentarce s tem, tisto, kar sem pogledal, ljudje so razlagali, da je podobno občutek, kot da stopiš ven iz Matrice. Mislim, tisti, kaj je Matrica film bil, kot ok, zato, ok, za me je jasno, ne? Zakaj se to dogajalo, ker pač možgani so tako naravnani naši, da delajo subtilno oziroma podzavestno, so neki vzorci, ki se dogajajo, kot je rdeča luč, nikoli pomisliš, rdeča luč bom zdaj za bremzom, ampak veš, ne? To ti je v podzavest nekje vgrajeno bilo v avtošoli. Ne? Ja. Zdaj pa v otroštvu se to tudi dogaja, ne? Skozi vzgojo, skozi neke izkušnje in potem tudi travme. Ne? In vprašanje je tu bolj, vračam se na skupino ljudi, ne? Ker meni ne vem, nikoli nisem do enega spoznal, poznam ljudi, ki so pač jemali gobice, so ono, to tretje, ti si mi danes prvi povedal, da sploh je to v Sloveniji, ne? Marsikdo, ta moj kolega je govoril, jaz bi to šel, sam pač ne bom šel v Amazonijo, ne? In mi je res ful fascinantno, pa rekel si, da se filajo ful te skupine in da ja. Ful fascinantno. Da, če hočeš, ti lahko malo povem, recimo starostna struktura od 21 do 65. Bile so družine tam, fotor, hčerkama, mama z hčerko in z njenim fantom, recimo, pari, posamezniki, znani ljudje, ne smem govoriti o imenih, ampak v naši skupini. Bili so v preteklosti celo določeni politiki tam. To je fajn čuti. To je zelo lepo čuti. To je fajn čuti, ja. Sam, mislim, da ko bi pa res mogli, veš, kaj tam nek opozicijski poslanc, ko enkrat si ga videl po televiziji, recimo, ko nima zares nobenega vpliva, ne. Če bi pa JJ šel, to pa bi mogoče se že kaj znalo. Ja, tisti, ko govori, jaz imam prav in jaz prav delam in jaz vse vem, tisti bi mogel na to iti. No. Seveda. V trenutku, ko si se ti odločil, da imaš neki prav, si že zaključil debato. Ja, pa da veš, to je ziher tak, ker jaz vem. Ne. Mislim, ti si, če gremo v odločitve, kak jih sprejemamo, v bistvu, ti si se odločil, da je to res. To ni res, to je samo ne. Vse tam zunaj vse obstaja, sam pač Mars samo obstaja, tam on ni nič ne trdi, če na Zemlji pride virus in pobije neko določeno vrsto, jo izkorenini, je Mars še vedno Mars, pa mu je vseeno. Tudi drevo in ayahuasca in oni gasilni aparat, ko ga tam gledam, to samo je. Ne. Celo vesolje sam je. Ja, to samo je. Ne. Ful dobro je to George Carlin povedal, it's a big election. It doesn't judge, it doesn't it just is. Ja, mi pa pač ne znamo živeti drugače ali pa pač nam je lažje živeti tako, da se odločimo. To tako je. Ne. Rdeča luč pomeni pač to, točno to. Ne. Ja, te koncepti, skozi katere dojemamo svet, so pač sestavni del naše izkušnje. Ne. Vse koncepti so čist ok, če veš, da je koncept sam koncept. Vse tudi jezika, ne, da se lahko mi do zdaj sporazumeva. Če jaz rečem neki roža, ti vidiš rožo, ampak ne tako, kot sem si jaz zamislil. Nemogoče je, realnost je nemogoče spraviti v eno besedo, da zajame celo poanto vsega. In isto je z kakršnimi koli koncepti. In kaj se zgodi na ayahuasci, pa tudi mogoče na drugih zadevah, tudi že na govicah se ti to zgodi, dekonceptualizira se ti realnost in vključno sabo, ne? Ker en izmed največjih konceptov, ki ga imamo mi, je naš ego, naša identiteta. Zato pa imaš občutek, da umiraš, ne? Ker zginja ideja tebe. Ampak v bistvu moraš umreti v tem smislu, ker na drugi strani se šele začne tisto, kaj si ti zares, ne tista šibka ideja tega, koliko si ti mali proti svetom, kako si ti proti svet, ti proti vesolje. To imamo globoko v naši vsakodnevni izkušnji ukoreninjeno, ampak ni dualnosti zares, veš, ti si vesolje, sam ti se ne zavedaš tega.
ker gledaš iz svoje perspektive in misliš, tudi, zdaj sem poznal, kako se reče, ampak v enem trenutku človek začne ugotavljati, a ja, oni tudi živijo, ne, oni tako kot jaz živijo in pač ne, tudi this is not a Truman show, ne, kot veš, marsikdo, ne vem, no, pač jaz se spomnim tega momenta, ko sem enkrat ugotovil, a ja, oni so tudi isto kot jaz, sem da hodijo okoli, ne, pač po svoje. To se nam samo dogaja v moji vidni sferi svet, ampak je vse posod nekaj in delajo iste stvari kot jaz. Ja, in gobice in vse ostalo pač ful je zanimiva stvar in ful je zanimivo, kak je bila prepovedana, ne, ker je marsikje prepovedana. Ne. Ni to zdaj, da je neka zahodna kultura to zatirala, ampak so tudi ostale kulture to krepucale, no, kot sistem, ki je seveda brez sistema tudi težko živimo, ne? Če bomo vsi tralala, ne bo šlo, ampak sistem se vedno krčevito bori nekako kot enota, da ohrani sistem in da ga naredi bolj močnega. Ne? To v bistvu naši egoti delajo, oni skupni egoti birokracije pač ustvarjajo birokracijo in jo še bolj zategujejo. Ne? In pol priješ do onega momenta, ko na občini nekaj rabiš, pa rečejo, ne, to morate onega drugega poklicati, pa onega pokličeš, pa ne, to morate onega drugega poklicati. Ne, to mi ne vemo, gospod, to morate onega drugega poklicati. Ne? Imam glih izkušnjo s Fursom, ko ne, tudi ne vejo, kaj delajo sploh, sem pač zaračunali nam bojo. A znak je drugega Furs delati kot to? To je bil quote. Šlo se je za Kickstarter, pa sem klical in sem vprašal, pa je bila ona tak, gospod, jaz ne vem, kaj to Kickstarter, pa kaj to sploh pomeni. Jaz ne vem, sem neka bomo zaračunal. In to je problem, da ta gospa nima nič od tega, da zdaj Furs zasluži. Ta gospa sam dela tam, ne. Ona sam ve, kak vzorec je, ne. To je problem, ne? Ker ona rajši reče, ne bomo zaračunali, kot da mi reče, ne, se to ne bo treba. Ne? Ona rajši reče, ker to je njihova politika oziroma njihova kultura v ustanovi, da pač tak je. Pač boljše, da ti tak rečem, kot da ne vem bilo kaj. In pol dobivaš maile. Maili so pa pravno obvezujoči, naprimer. Ne? Zapravi, on tam noter napiše 0% davka je za tebe 0% davka, ti si to naredil in pol je on odgovarja, zato ti imaš res 0% davka, ker je on kiksno. Ne? In valjda nočejo nič straight povedati. Milijon pravilnikov, členov, nekih zakonov, to. In pol pač pa zgrešijo, tisti, kaj si sploh vprašal, pa ti čist nekaj druga odgovorijo, pa si tak, ok, za on še en mail poslati, pa imajo spet 45 dni časa, da odpišejo. Ja. Pusma. Ja, se drugače ta... ko si prišel na sistem. Ne. Sistem na neki makroravni je itak sam manifestacija notranjega stranja ljudi. Ne. Mogoče še na višji ravni, ne lih Furs, ampak tako mednarodni odnosi. Ne. To so sam ego na steroidih na neki višji ravni. Ne. Putin proti Ameriki, kdorkoli, Trump je bil zdaj en izmed največjih ego in vsi zdaj so tako... Kot da se je Trump enostavno kar zgodil, veš. To se je dolgo pripravljalo. On je sam znotraj takih okoliščin je deloval, da je enostavno lahko prišel na vrh. Ne. Če ga ne bi več kot polovica Američanov volila, oziroma ne vem, je to res, ne. Ko vem, da tam tudi zmagaš, če te manj ljudi voli zaradi njihovega sistema, ampak nismo. Če ne bi imel take baze za sabo, ko razmišljajo točno to, kar on na glas pove, se tega ne bi moglo zgoditi. Ne? Ja, govoril, nekaj je prebudil v teh ljudeh, da so rekli, on ima prav, čeprav je bil pač v vseh filmah, zato ker je plačal davko v filmah, ne? Kot je bil naprimer Sam doma 2. On je dejansko plačal, da je bil v filmih. Lahko so snemali v njegovem hotelu, imel je zahtevo, ne vem kaj, vse je imel zahtevo, ampak ena od zahtev je, da je hotel biti noter. In tisti gospod, ko Kevina, ko prileti dol, ne, ko ga usmeri nekam, ali kaj pač reče, ne vem kaj, Donald Trump, ki je hotel biti v filmu, ker je pač bila to je bila ena največjih komedij takratne, to smo si gledali in ko je dvojka prišla ven, je on hotel med zraven, da bo pač on, poleg tega, da je verjetno nekaj zaslužil, poleg tega, da je imel reklamo, je še hotel on, moj obraz, biti noter. Mislim, tudi, ko njemu podobno je. Ja, mislim, kaj pa pričakuješ človeka, ko ima njegovo ime na stavbah z zlato napisano, ne, pač. En falični simbol potrošniške družbe. Ja, ampak tako se rekel, sistemi so samo na steroidah, je to, da sta Putin, Trump, Biden, bla, 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 ker je isto, v enem
ne vem, mestu s 5000 prebivalcev, je pa ista zgodba, samo da so pač pekarne med sabo skregane ali pa nekaj. Seveda. In je čisto iste. Če bi te ljudi predstavil na voditelje Rusije, ZDA pa Kitajske, bi iste stvari delali, ker so samo vzorci, ker pač... Ena zadeva, ko sem jaz ful poštekal, že prej skozi meditacijo pa to, ampak predvsem na ayahuaski je to, da bolj ali manj vsako stvar lahko gledaš skozi strah ali pa skozi ljubezen. In vsako negativno čustvo ima nekje v zadnji en strah. Spremenjeno jeza je recimo lahko tudi kot reakcija na to, da te v bistvu strah nečesa. Tipičen primer je na cesti, ko čisto popizdiš na nekoga, ker si se ustrašil, ker veš, da bi bilo sranje. Ljubezen na drugi strani je ful kot sočutje, kot marsikaj se kaže in vedno imaš izbiro, na stvar gledaš skozi ljubezen ali pa skozi strah. To sem ful poštekal. Ja, slovenščina ima preveč definicij damo pod besedo ljubezen, ne? In ni to samo zaljubljenost, kot eni mislijo, ampak tako se rekel sočutje in vse to spada pod to noter. Ampak ja, to je dejansko quote od Jima Carreya, ko ima tisti commencement speech na eni fakulteti, je noter rekel, you can choose love, you can choose fear. In res je vsaka odločitev prija res do tega, ali me je strah to narediti, ali pa pač, bom obrnil na lepo stran in pač to naredil za sebe, za druge, za kogarkoli. Ampak dejansko to tako je. Kaj misliš, ko smo zdaj v tej politični situaciji in v tem, kak se ti ljudje, zakaj bi si to vedno rečejo, samo prasci pridejo na vrh, samo prasci zmagajo v tej demokraciji oziroma tem kapitalizmu. Zakaj misliš, da je to tako? Oziroma, zakaj misliš, da ta sistem spodbuja taki? Veš kaj, meni se zdi, da politika zelo velikokrat, če ne eksplicitno, pa vse implicitno igra na naše strahove. In dejansko mi volimo na tak način. Znotraj strank in vsega tega je tam not praktično ni demokracije v taki obliki, kot si mi predstavljamo. Dosti bolj avtokratsko se vodi recimo SDS ali pa tudi kjera druga stranka, kot pa pol se kaže navzven. In zdaj, že da tam noter pridejo na površje ljudje, ki jih pol mi volimo, že tu noci je ful procesov. In nažalost je tako, da pač volimo skozi strah. Ja, v bistvu je tak begunska kriza in potem rečeš, mi bomo to zrihtali. Seveda. Po televiziji in ljudje mislijo, z njim sem varen. To je ta trik, ki ga dela. Ali pa pač mi bomo, zdaj v Sloveniji, ne vem, odkar jaz spomnim, eni so pa na socialni pa nič ne delajo, ker smo bili vzgojeni v to, nekako Slovenci so deloven narod, Slovenci so Slovenci so pridni, Slovenci so to. In potem v realnosti pa ti vidiš, da eni pa pač res ležijo doma, so na socialni, pa je cool. To se res dogaja, okoli nas ne vsi poznamo enega takega. In zdaj, če prija nekdo na TV, pa ti reče, mi bomo to zrihtali. To bi mogli. Kaj za to pomeni, da bojo zrihtali? Da teh ljudi ne bo več? Ali, ne bo potrebe potem, da je to? Ja. Ful več različnih načinov imaš, kako to zrihtati. Vse zato pa rečejo v kratkem enostavnem stavku to. Zato rečejo ful enostavno. Ti pove kak, pove nič. Tudi zdaj, če pogledamo kontra, vse opozicijske stranke govorijo, to pa je bilo zdaj slabo, kako ste krizo rešili, zdravstveno krizo, to pa je slabo, to, kaj tweetate, to pa je slabo. Noben ne reče, kako bi to popravili ali kaj bilo v redu. Ker to ni ta igra, veš. Ja, to je ta igra, kdo bo koga, mi proti vam. Nažalost smo pač rodili smo tak sistem, pa ne mislim samo mi, ampak enostavno skozi demokratičen sistem je, vlada, vodstvo države, podaljšek naroda načeloma. Če bi, mogoče je to mal romantičen pogled, ampak jaz močno verjamem, da prava sprememba se začne delati znotraj vsakega posameznika. In v trenutku, ko narediš ti, ko prideš do svojega pravega sebe, ko nimaš več nekih mask, oziroma ko jih še vedno imaš, ampak vidiš, da so maske, ko jih ne jemlješ več resno, veš, ko sam sebe ne jemlješ več tako resno, potem si ti v poziciji, da lahko dejansko karkoli spremeniš. In takrat ne boš več
volil napačnih ljudi, ne boš delal napačnih odločitev, ker jih enostavno ne moreš. Ne boš padel na tiste fore, ko smo se Ne, in zdaj imaš, recimo, ljudje se začenjajo prebujati. Meni se zdi, da se zadnje cajte dogaja ful neko tako prebujanje. Recimo, jaz sem en izmed teh ljudi, ki je bil tako ne v teh vodah duhovnih ali karkoli takega, da če bi mi kdo rekel, da bom jaz ful v teh vodah zdaj naenkrat, bi mislil, da je prefuknen. In če se je meni to zgodilo, da sem začel gledati z odprtimi očmi, potem vem, da se lahko, vsem se lahko v bistvu. In zdi se mi, da se zdaj to dogaja na eni taki malo bolj masovni ravni. In ko bo dovolj ljudi odprlo oči in bo tako, ok, čak malo, kaj zdaj to? To je bullshit. A nimamo neke alternative? Seveda imamo alternativo, samo moramo nekaj narediti za to. Ne? In eventually mislim, da bomo prišli v boljšo družbo, ampak pot do tja bo še kar bumpy, ful zluknjena in ful bo neke bolečine na poti do tja. Ja, jaz se bojim, da se strinjam s tabo. Točno to, kar si rekel, ne, da znotraj se začne, ne, ampak večina ljudi danes, ne, sploh, nekateri ljudje zdaj zahtevajo nazaj socializem, ne, to je tudi kar zadnje mesece popularno in ni bistvo v sistemu, ne, ker bomo isti ljudje živeli v sistemu, ker sistem v Avstriji je dokaj isti kot tukaj, ne, pa je tu 50 km pa si tam. Ne. Sistem na Švedskem je praktično isti, kot ga imamo, mi pa živijo čisto drugače. Kultura v sistemu pa dela sistem boljši, ne. Pa ni več tistih zakonov, ki so napisani z luknjami, ker imajo dansko drugačne politike, drugačno družbo, drugačno kulturo. Ne. Kultura oziroma pač sistem v Srbiji je pa spet nekaj drugega, ne, če tako pogledaš. Ne. In spet je ono, zdaj bomo pa, kaj bomo naredili? Ok, kapitalizma ne bo več, zdaj bomo isto naredili, kaj so naredili po drugi svetovni vojni v Rusiji, oziroma še preno, ampak pač naprimer v Jugoslaviji po drugi svetovni vojni in bo pol vse super. Pa lopovi ne bojo več lopovi, ne? Ker naenkrat. Seveda. In ja, mislim, socializem v osnovi je čist cool, nimam nič proti, tudi kapitalizem v osnovi je, ne, tisto v 3 stavkah, ko razložiš kapitalizem je super, tisti, ko najboljši največ proda, kako vre, ne? Ampak socializem v svoji osnovi pravi, da poskrbimo za vse, torej pučemo dno, ne, tisti, ko so na dno in pomagamo, da pridejo gor. To načeloma je super ideja, ne? Ampak pač tisto, kar se je pol začelo v Jugoslaviji dogajati, da pač niso tisti na dnu sodelovali, ne? Delavci, ki je bilo to za delavce, niso sodelovali. Zakaj? Zato, ker pač so vedeli, da en tisti, ko je bil dovolj rdeč, je dobil malo več, ne? Kot je pač poznam primere, no, ko so dobili zemljo izseljenih Nemcev. Ne? Pač take stvari so se dogajale, ker je pač sistem, ker bo vedno sistem bo izkoriščal, razen če ljudje ne izkoriščajo. Ne? In pač ja, mislim, eni ful stremijo k temu spremembi sistema in pač meni je tako isto, bo mislim, pač le tisti, ko so take pizderije delali, bo isto delali, ne vem, zakaj bi se spremenilo. Ne? Spremen sebe, če prvo spremeniš sebe, boš spreminjal posredno tudi svojo neposredno okolico in oni naprej in sam na tak način lahko pride prava sprememba. Če ne, sam tako, ne vem, jaz imam eno kolegico, ko je nesrečna, ne, in je ugotovila, da kar ona rabi je to, da se mora preseliti. Jaz sem bil tako, a veš, kaj boš naredila zdaj zares? Ti boš nesrečna na drugem koncu. A si šel kdaj na kakšne počitnice, kjer ni bilo tako, kot si mislil, da bo? Tako, da je bilo dosti bedno. A veš, ko imaš ta občutek, ko imaš neke te kataloge, neke relaksove kataloge, vidiš tam neke slike, kako so veseli in tako, in ti prideš tja in si tam na plaži in si tako, kaj pa vem, no, a je to ali kaj, ja, sem srečen. A veš, ti sam sebe pripelješ tja, ne, to je tvoj problem. In če ti nisi tu, kjer si zdaj, v tem trenutku srečen, zadovoljen, ne boš nikjer. Zato pa boš, da narediš nekaj na to vižo, da boš ti okej. In da prideš ti do tega, moraš pa se znebiti, ironija vsega je, da ti si že v tem stanju, sam ne veš. Ti si ko neka taka ful nakramana soba, ko je toliko krame not, da ti sploh ne vidiš sten zares. In te krame se moraš znebiti, da vidiš, da si tam. V tem procesu sem jaz zadnje 2 leti, bolj ali manj.
Ja, definitivno to je ful zanimivo. Nekaj pač mislim, to boli, ne? Ful boli. Ko si enkrat sam sabo in rečeš, tu sem bil pa šupak do ene osebe, ne? Pol začneš ugotavljati, zakaj si bil, pa pol začneš ugotavljati, da ok, to so neki vzorci, od koga se ni važno, ampak to začneš nekako, ta proces začne riniti naprej, je boli, ne? Pač bolite, to je tvoj ego, se dere, ne? To boli. In zdaj na globalni ravni, oziroma na masovni ravni populacije reči, ta sistem, ki ga imamo, je čist cool, ne? Ni problem sistem vedno, včasih je problem sistem, seveda ne, napravim. Mislim, problem, sorry, ko te prekinem, ampak se mi zdi, da če že govorimo o tem, a je sistem problem ali ne, sistem, ko je enkrat vzpostavljen, pač deluje kot vsak sistem bolj ali manj deluje prvo za ohranjanje statusa quo, ne? In zdaj, oni, kjer imajo v našem sistemu veliko moči, kar so trenutno korporacije in so čedalje močnejše, one bojo sam še močnejše in se ve, da ne bojo hotele spreminjati ničesar. Tako da to je v bistvu problem, ne? Da po se pač nove in nove sistemske uvere za spremembe se dogajajo, ne? Zdaj, sorry, sam še en detour bom naredil, ko je lih ta situacija zdaj s to nezaupnico v parlamentu, ne? To z temi fake, pa ne rečem, da je realci kakršenkoli dobri kandidat, ampak dejansko je sistem tako narejen, da imamo tajno glasovanje, ampak smo imeli 6 neveljavnih glasovnic. A veš, iz kje to izhaja? Neveljavne glasovnice. To je zato, ker dejansko tja, kamorkoli grejo glasovati, lahko neseš ti telefon s sabo in ti moraš verjetno komu strankarskemu šefu pokazati, kaj si ti glasoval, in en je obkrožil ne, pol je prečrto ne in obkrožil da. In zdaj to je neveljavno, čeprav je mogoče hotel da. A veš, še tajno glasovanje ni zares tajno. In tega ne bo spremenila nobena vlada, ker nobena, ko bo prišla na pozicijo moči, nobeno ni v interesu, veš, da lahko mogoče zdaj nekdo iz njegove stranke ima toliko neke svoje drže, da se odloči, da ne, v bistvu ne, to, kar delam v državi, je res v pizdi, dajmo najti neko boljšo opcijo. To je bolj problem, ne? Ja, pač problem je, ker se sistem bo vedno sebe ščitil, ne? Ker pač tudi ti ščitiš svojo hišo, hiša je tudi sistem, ki jo imaš, ne? Tam je kopalnica, ok, zdaj če bo prišel nekdo, bo rekel, ne bo več tam kopalnica, tam bo kopalnica, boš rekel, ne, fuck you, to je moja hiša, ne? Jaz sem navajen iti druge vrate na levo noter in pač tam je moja hiša, kam nagnjavi, ne? In sistem vedno sebe ščiti, zdaj pa pač to, kar sem prej razlagal, kultura ljudi je tista, ki spreminja sistem, ne, počasi. Tak je najmanj boleče dejansko, ker vse ostale revolucije so bile krvave, ne, vse so bile krvave, ne, še indijska je bila, ne, indijska je bila zelo mirna. Žametna revolucija ni bila krvava. Ja, ampak večinoma pa so, ne, tudi ameriška revolucija je bila zelo krvava, da se ne menimo, da so pol še genocid nad nativi delali, da so vse tukaj glorifajano kot ameriška revolucija in to je bilo vse krvavo, to so pač ljudje umirali, pa ne samo to, pač to pol potegne ven še neka posilstva, ki potem vplivajo na otroke in potem oni otroci naredijo naprej sranje svojim otrokom in to se samo vleče, ne. In Evropejci smo največ tega sranja izvozili prek kolonializma, mislim, ne Slovenci per se, ampak v tem prostoru, ne. Ja, tako je šlo. Nekako so bili v tistem času Evropejci toliko bolj tehnično gledano napredni, da so lahko prišli, pa je bilo vse njihovo, ne. Vse je naše zdaj in potem se je začel ta imperializem, katerega otrok je v bistvu kapitalizem in takrat se je to pač začelo, ne. Meni je ful hecno včasih, ko pač je ono, da bi se mogli beli ljudje zdaj zamisliti nad tem, pa sem vedno tak, jaz se ne rabim, načeloma vem, da ne bi nikoli dobenega zasužnil in mi je ful tuje, to pa malo se napadenega počutim, ker mi nekdo govori, da sem jaz kriv za nekaj. Nisem, mislim, oprostite, ne. Je argument tu, da so pač, ne, naprimer, moji starši so pač imeli dovolj denarja, da so postavili hišo in niso bili v stanovanju in imam zato
lepše možnosti za življenje, zdaj jaz, ko je en ni imel, ne, ko je pač naprimer, ne vem, Albanec ali pa bilo kaj, Črnc, ne vem, Srb, karkoli. Ne. To je res. Redistribucija bogatstva oziroma zaslužka bi se res mogla. Ne. Tisto, kar korporacije zaslužijo, bi res moglo pucati to socialno dno, da na eni živijo, trdo delajo za minimum. No. Ja, mislim, to je ful znak bolane družbe, da imaš korporacije, ki na svetovni ravni ne plačujejo praktično nič davkov in vse probleme izvozijo v nek tretji svet in enostavno to se tebe zdaj ne tiče, ko na Amazonu nekaj naročaš. Ampak, če začneš malo odpirati oči, začneš gledati tudi, kam glasuješ s svojim denarjem. Ne? Pa z lajkami, na primer. Tudi. Ja, definitivno. Tudi korporacije so, veš kaj so, ker so v, ne vem, državi, ne, ki jo vodi ta in ta, ima on vseeno malo moralne, ne, tiste slike. Ne, Tito je vseeno imel moralne slike, čeprav on je bil popoln, on je vseeno imel, ljudje morajo biti poskrbljeno, mora biti za njih, bla, bla, bla. Zdaj, koliko je to spelo, ne vem. Korporacija pa tega nima. Ne. Korporacija nima obraza in korporacija nima imena človeka, doben se ni podpisal pod to. In zdaj, vsak, ko pride v vodstvo korporacije, ne, on ima samo številke. On mora samo številke spremeniti, to je ta igra, in on mora samo več številk prinesti, zato da bo dobil napredovanje od onega, ali pa zato, da ga ne bojo odpustili, ker je pač premalo številk prinesel. In to je problem, ne? Ker korporacija, kot je, ne vem, Mercator, ne? Če oni gledajo skozi številke, rata prodajalka tudi številka. Ne? In tu je najlažje spustiti plačo njej, ne? Ali pa, ko ne gre več, in dati neke penale za brez veze 100 evrov minusa, ne vem kak, ali pa na roke, pa te mu sem za 6 ur zaposlili, ne za 8, ko je delaš tak 10, ne? Take fore, rata glizar tega, ker je no name, no face korporacija. Ona je sam tam in sam grabi naprej. In zdaj, naprimer, vse so tudi neke ameriške zgodbe o, ne vem, Walmartu, pa tega so ful lepe, kakorkoli, da je on to ustvaril, bla, 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 in je delo. Sem prej ali slej pol pride en novi noter, ko me vseeno za ono, kaj je bilo prej, pa kak je prej on, bivši direktor, skrbel za zaposlene, če naprimer je, ne, in on hoče samo ono, verej, pač ne bomo plačevali več smeti, bomo to pelali v Mehiko, da nekam fuknali. Ne. To se pol začne dogajati. Ne. Se največje sranje itak je tam, ko sem že prej rekel, ne, v nekih tretjih državah, kjer nimajo niti institucij, ki bi bile sposobne to regulirati. Ja. Oziroma tudi, če jih imajo, je pač situacija splošna v državi taka, da se podkupi ljudi in pač, ja, fuck it, zdaj tu ne snažujemo reko. Ja. To je to. Pomaž pa še, je pa tudi druga resnica, ne, da, ne vem, Bangladeš, Indija, karkoli, te države ali pa kjer je afriške. Večina ljudi je tam bila do nedavnega v kmetijstvu, ne? In to je res jebeno delo. In oni dejansko hočejo delati za te minimalne pare tam in dejansko ne moreš zdaj ti, ni črno-belo, to hočem reči, ne, ne moreš zdaj reči, da ne vem, Bangladeš, ok, vi ste ful velik proizvajalec tekstilne industrije, vse barbarske korporacije, zahodnjaške, šivajo pri vas in vas ful premalo plačujejo, zdaj bomo jih izgnali iz tu, pa ne grejo nekam drugam, kjer bojo spoštovali take pa take standarde. Ne moreš tega narediti, ker si lih kar naredil socialno bombo za njih. Ne moreš pa niti prisili, da jih več plačujejo, zato ker pač roka trga in vse to. Tako da je problem, da so take plenilske, ampak je tudi problem, če bi zdaj kar naenkrat šle. Itak kapital vedno išče, kje bo najlažje nekaj naredil, najbolj poceni. In se bojim, da se to ne bo nehalo nikoli, oziroma da je to kot ena igra, samo tako vrti se, prej je bila, ne vem, Južna Amerika, mogoče pol Azija, zdaj je Afrika, pol, ko bomo Afriko uničili, oziroma ko bojo na nivoju, če bo se to kdaj zgodilo, na nivoju ekonomskega napredka Evrope, recimo, pol pa bo mogoče, ok, zdaj se pa nima več kam usest. Kam pa gremo zdaj, na Luno?
Ja, pa so pa podnebne spremembe, pa bojo begunci zaradi tega in potem se bo situacija spremenila. Ja, točno to dela korporacija. Tega ne dela kapitalizem, ker kapitalizem po svojem res onem oskoglednem je čist v redu. Pač konkurenca, ja, ne, delamo vsak svoje, kaj hočemo, vse je v redu. Tisto, kar je tu, ful dobra zgodba je ta Starbucks, tudi Starbucks, ampak Blockbuster, ne. To je tako zgledalo včasih, jaz se spomnim tega, da so le videoteke in si imel vsake mesto malo videoteko, ki sta imela foter pa sin in sta pač imela videoteko, ne, in sta imela 3 jurske parke, ne. 93 je prišel jurski park ven, to je bil takrat full velik film, to je bilo največje vse Oscarje se pobrali, kaj je bilo možno pobrati in so imeli 3, ne. 3 so imeli in pa si mogel prav počakati, pa se, mislim, da še v konicah je bilo tako, da se nisi mogel naročiti, dejansko sta imela neko tako čudno politiko, se nisi mogel naročiti, ne. Ti si res mogel priti, ko on pride, ne, pa si pač mogel imeti srečo, ne, če ne si pa neka druga. Potem je v Ameriki prišel ta Blockbuster video, ko so imeli pa 100 jurskih parkov. Nisi mogel priti, da ne bi bilo, ne. In so izkorenili te male videoteke, ker pač oni niso mogli s tem, ne, več ni šlo, enostavno ni šlo, kak boš s tem tekmoval, to je brez veze, ne, če lahko oni kupijo toliko, ne. Potem pa se je veja zasukala, oziroma se je industrija cela zasukala in se je začelo na spletne platforme, ne, to širiti. In zdaj, ko so propadli vsi tisti, ki so delali ta neki pošteni kapitalizem, lahko rečemo, so tudi oni bili tak, je nam je vseeno, mi smo korporacije, mi bomo pač za neke druge šihte, nekje druge dobili, ne. Vseeno jim je za filme, pa kak je to, no. Tem tu pa ni bilo vseeno, ne. Ker ti tu so pa zaslužili, da ko bi rekel v Sloveniji, ne vem, jurija na mesec, ne, kar je vseeno še lepo, ampak pač oni so vedeli, oni so te poznali, in so reči, Serbus, ti pa to, imam en full film za tebe, sicer je v francoščini, to on študent tam nikoli ne poštudira v Blockbusterju, ne. Vse to vemo, to je pač naprimer McDonald's, ne, nam bližja. Tam vsi so tečni, stari, jaz nikoli še nisem videl enega nasmejanega delati v McDonald'su. Noben, pa so različno stari, pa pač vsi so tam ko roboti, cep. Priješ pa restauracijo ali pa tu nekemu Albancu na kebab, pa te pozna, Serbus, ne. Ampak oni so dejansko bili tako učinkoviti, da so izkorenili vse ostale, pa ko je bilo fertik, ne, se niso hoteli znajti v tej situaciji spletnih platform, ki video predvajajo, pa so bili tak, fuck it, sem nekaj drugejših dobil. In on študent na koncu verige in on direktor na vrhu verige sta bila tak, bomo šli pač nekaj, kar se bolj splača, ker ne delajo z dušo tega, ne. To, kar si zdaj govoril o teh odnosih, pa to, kako v McDonald'su, kako Albanci na kebabu, vse te zadeje. To me je spomnilo na eno izmed definicij blagovnih znamk, da je v bistvu blagovna znamka nadomestek za izgubljene medosebne odnose, ko v pogojih množične proizvodne. Se pravi, imaš zdaj tega Albanca, kebabarja, ko pozna vse stranke, ne, in mogoče že ve točno, kak kebab točno imaš ti rad, koliko čebule, koliko tega, koliko unga, in ve recimo za 100 svojih strank ve, natančno ve imena, vse. To je cool, to je hudo, zato ker lahko on zadovoljuje tvoje potrebe po kebabu na tak način, kot ti hočeš in se poznata. Zdaj pa kar naenkrat njemu gre dober in odpre še eno lokacijo, pa še eno, pa še tretjo. Zdaj, rabiš nekaj, da nafila ta medosebni odnos, ne. Saj zdaj, seveda, on se ne more klonirati, lahko pa zaposli ene ljudi, ki pač bolj ali manj, delajo zdaj, lahko vzpostaviš blagovno znamko, ne. In preneseš na njih, te pa te vrednote imamo mi. In to ustrajam, da jih zasleduješ v odnosu do strank. To na papirju deluje, ampak ko imaš ti en tak velik sistem, kot je McDonald's ali pa karkoli drugega, enostavno medosebni odnosi se zgubijo, ne. In zdaj za tebe nima več neke intrinzične vrednosti, da greš v McDonald's, ker je vseeno, ne. Medtem ko pa če greš ti k svojemu najljubšemu kebabarju, pa tako še kjer rečeš, ne, pa je to. Ja. Si dobil še nekaj drugega, ne, sem to. Tu so ful jaz sem se ful dolgo branil tega, vse kar je bilo hipstersko, je bilo beg od mene, ne, nočem. Ampak te hipsterske kavarnice, ne, in specialty coffee in to, delajo glih
kontra temu sistemu, njim ratuje to, ne, ker to se je ful razširilo zdaj v zadnjih 5 letih, naprimer, ne, sploh Mariboru tako gledam, ne, so začeli in doma pražiti, komu ti to prodajaš, ampak prodajajo, oni živijo, stari, malo je dražja kava, ampak je boljša, pa tudi prodajaš enemu tam, mislim, ne devaš svojega denarja oziroma glasuješ svojim denarjem eni korporaciji, ampak tu, prav, poznaš ga, ne. In oni so pa šli kontra, ne? Ker Starbucks je ista zgodba. They don't care, oni, vseeno jim je, če propade kavna industrija jutri. Ne? In točno to so oni delali. Ne? To so poslušal sem dansko na Opie in Anthony, je bil Louis C.K. in je točno to razlagal, da je bila ena kavarna, ki je bila tak, če si šel z mačka not, ne? Si vedel, da boš imel dober dan, ne? Ker ti je on tak naredil v kafe, da je bilo bolano. Ne? Sam pa so naredili pa Starbucks zraven. Pa so ga naredili v sosednji ulici še enega, pa še tu enega, pa so bili kar nekaj, so bili 4 v Starbucks, sem zato, da so jih izčrpali dansko, ker pač pol ti pa po enem momentu pač poberejo trg in si ga zaklavne. Starbucks je isto, vseeno jim je, če pijemo še kavo, če bo čez 10 let kava tu, onemu, ko pa tam res tisto kavo praži, pa vsakič drugače naredi. Kolega iz tovarne kave, ne, on vedno, ko priješ, ti razlaga, ja, sem znal pa malo več tega, pa onega, pa jaz vem, kam mi govori, ne, on mi pove Brazil, pa sem tako, ja, to je ponovadi vrej, okej. Jaz ga pustim, pa mu kimam, ne, ker on ti pa pove, ja, zdaj sem malo dlje, sem nekaj delal malo dlje in zdaj sem to in zdaj malo drugače, malo kislo bo, tako da povej mi, kako bo se, ja, okej. Ali jaš, vse je vrej, meni super kava, ne. Ampak to je tisti, tako si rekel, ful dobra blagovna znamka je nek nadomestek tistega zaupanja, ne, ko ga imaš. Ne. Ja. In blagovna znamka ti pač nekako ti da vedeti, ej, tu bo vse cool. Ne. Glih, ja, tudi, naprimer, Kickstarter, ko sem prej omenil, ne, to je blagovna znamka, ki da zaupanje. To smo že vsi čuli, nekako eni so to delali pri Kickstarterju. Ok, če mi je zdaj doniral ta denar, ko ga mi doniral za to Kickstarter kampanjo, to verjetno ne bo doben tega denarja vkradel, ne. Ker je Kickstarter, ker so znamka. In lahko pa ti to delaš brez Kickstarterja, ne. Lahko bi, ne, sem doben ti ne verjel, ne. Ker pač, Ja, se to. to je pa tudi del kulture naše, ko smo vsi tak, ja, ok, to boš ti kaj to, neka ni, ne. Ampak to, ko si omenil, ne, te hipsterske zadeve, pa to, pa kava, pa vse to na neki taki ful miniaturni skali, ne. Ironija vsega je, da kaj misliš, da se bo zgodilo, če bojo te hipsterji, neki podjetniki ratali bolj uspešni? Isto. Točno to. Sej, a veš, te razne velike korporacije so iz malega nastale, ne? In, Ja, pač neki ekonomski procesi te vodijo v to smer, da boš na koncu, če boš seveda to zasledoval in načeloma boš, ker je neka ekonomska logika v zadnji. Sej zakaj je dražje? Malo je zaradi tega, ker je pač dejansko jim je uspelo vzpostaviti neko znamko, kjer je pač v bistvu veliko zaupanja noče, ker je tako bolj ali manj je človek znamka, ne, to je dosti podobno, vse v štartu, pa zato, ker je proizvodni proces je dražji, ker dela ful v manjših količinah in on se dejansko ne more iti cenovne vojne. Lahko pa ti glasuješ vedno znova z evri za to, seveda pol pa njim ne smejo na eni točki zdaj zadišati više marže, ne. Ker pol gremo pa čisto v isto sranje. Ja, ampak to je ona finta, da pač prej slej boš rabo enega za marketing. Ne. Seveda. In pol boš njega zaposlil, pa to še cool, ne, se še ono, se vsak dan vidimo, priješ ti, ne, ono, to, še gre, ne. Sam pa rabiš enega rabiš stari za management denarja, ne, ker je pač preveč. Zdaj, zakaj bi jaz to delal? Jaz sem plačal enega za to, ne, pa sem jaz s kavo ukvarjal. Preveč slej se bo to še razširilo in prej slej bo šel ti v penzijo, ne, ker pač smo minljivi. Popolnko zastavo prevzel, bo pač naredil korporacijo z tega, če bo ratalo. Ja. Zdaj pogledaj stand-up komike, jaz imam menedžerja, pa v bistvu zato ker se mi ne da ukvarjati z organizacijo mojih dejtov in bookingov in vse te zadeve. Vedno razmišljam, a se mi splača imeti ali ne, in do zdaj je vedno bilo tako, ok, se mi splača. Ker pač prevzema neke stvari, ki jih jaz sem v stand-upu zaradi kreativnega procesa, zaradi izražanja, zaradi vsega tega, ne zaradi drugih stvari. Že pri Facebooku se mi zatika, pa teh socialnih omrežjih. Enostavno, ok, to ni to, kar jaz delam, ampak je bolj ali manj nek nujno zlo zraven, ja, točno to. In, ampak ja, že na v takem malem merilo
se zadeve obračajo v to smer, da se ti v bistvu ne pogovarjaš, mislim, vsaj jaz se ne pogovarjam direkt z organizatorjem, če pa se že, ga pa ponavadi pol na menedžerja preusmerim. Ne. Ja, jaz sem dejansko isto, ko sem začenjal, pa sem bil takrat sem začenjal tudi na radio in je bilo pač to veliko časa, zelo veliko živcev in veliko vsega. Poleg tega sem začenjal v stand-upu, kot tudi prvih 10-20 nastopov, pojma nimaš, kaj sploh delaš. Ne. In, jaz bi rekel, da še več. Ja, ampak meni je bilo tistih prvih 10-20, mi je bilo tako, what the fuck. Mislim, sploh nisem znal stati, pol sem šele začel, jaz razumem, oni so zdaj prišli, neke osnovne stvari so mi tam neki polaratale, to smo to pač, vse ni važno. Ampak ful sem se trudil, da bi jaz tudi imel menedžerja, ampak seveda, ker ko si open micer, ti do mene bo menedžer, jaz sem samo hotel eno osebo, ki bi rada imela stand-up in je sposobna to delati, ki bi to delala z mano. Tako da v bistvu jaz bi samo prevzel, jaz bi klical komike, pa jaz vem, kako bi lahko to nekako sestavil, ti pa sam kliči one. Ne? Sem več za 50 € na mesec, moraš biti res entuzijast noter. Ne? In sta bila dve punce, ko sta bila ful zainteresirane, ampak veš, ko ni keša, ti tudi malo svali. Ja, seveda. Obe pa na koncu s faksom, tako da veš, ko se še iščeš in še iščeš, kaj bi delo, plus tega, da pač ti je po enem momentu ugotoviš, to bo treba nekaj grobo narediti za keš, pač oprosti. To, kaj je tvoja stvar, pač mene nazaj ne zanima, ker imam dosti drugih stvari. Ne. Ampak isto sem to študiral, jaz sem tu samo zaradi kreativnega procesa, jaz nočem tega delati. Pa ful mi je bilo težko poklicati nekam, pa tako prav se mi zdelo, da sem prosil, kaj bi lahko pri vas imeli to, ne. Sploh, če so bili kakšni, ko niso imeli še stand-upa, nikoli ne, to je bilo vse je bilo treba na začetku razložiti, pa jaz sem se sam učil, jaz sem sam delal napake in blablabla. In ja, fajn bi bilo, da bi takrat kjer ga zahaklo, sem pa pač z letami je tudi nekako to tudi padlo skupaj. Ampak šalih pri tem, ti moram dati pohvalo, ful si dober za štartu tu neko sceno, ki je do zdaj ni bilo v Mariboru. Thanks. Bila je mogoče je bila prej, ampak pol se je predstavila malo na višji nivo. Ta nek open mic scena, tega pa, kolikor je meni znano vseeno, ni bilo zares v Mariboru. Ja, veš, kaj je bilo, včasih so imeli open mic, oziroma ni bilo tisti open mic, to so bili bolj začetniki, ki so pač imeli stand-upe v Vetrinskem dvoru zgoraj, v eni taki leseni dvorani. Pa to ne za Lent. Ne, okay. To so oni prej delali, to so Slavko je to delal, Škorc in pa Ipša imela nekaj poleg, ne vem kako točno bo to zmenjeno, nam zareko. Ampak oni so to delali, pa veš, kaj je bila scena v Mariboru. Ipša je delala v hotelu City, to veš, to se tako nastopa. Štuk je delal velike stvari, pa včasih tam v kavarni manjše stvari, enkrat na leto mislim, da so imeli. Potem pa je, veš kaj, to še bil vsaki mesec v KGB-ju, pa še pol tudi ki drugo, če pač se je zmenil v Habaku, ko je imel vedno za mame, kao za materinski dan, naprimer, pa pač Reporter Milan so imeli te svoje predstave, pa tudi nekaj stand-upov, To je bila scena. Jaz sem pač pol, ker nisem mogel, dansko sem enkrat na Štuk napisal mail pred prvim nastopom, ker nisem vedel, kako to zgleda, pa sem kaj open mic je, pa zakaj bi to jaz rabo, sem pač napisal, da bi pač probat, pa so bili te, jaz zvem, že zafilano načeloma, pošljem kak posnetek, odkot nam posnetek, če nimam, pol sem prišel na težkega, pa na 10, ampak jaz sem nekaj napisal, da bi pač prišel. Si bil kar optimističen, da ja, sicer še nisem nastopal, ampak jaz bi prišel. Pač nimaš občutka, se to je ti skecto, ko nimaš občutka, kaj delaš, kaj bi rad imel, glavnem, pač ja, z open micami sem mogel sem narasti z open micami, ker pač sem bil tak, zdaj sem moral Ljubljana forat, zakaj ne bi tu delal, pa sem prišel nekrat na KGB, po ful nekem naključju, kolegica je tam delala, oziroma še dela, v pisarni pa so se začeli že prej delati, nekako kak sem ne začel na open mice hoditi, decembra so februarja že imeli prvi open mic, so se s Perico povezali, postanica je to delala Škrlep pa Eva, pol pa sem postavna postila, pa sem jaz pol delal naprej produkcijo, oziroma pač klical sem, kdo bi prišel na open mic. To je vedno zanimivo, ko nekdo iz drugega konca Slovenije se odloči, da bo delal na drugem koncu Slovenije open mice. Ja, mislim, pisarna KMŠ je hotel pač delati nekaj in so pač povedali budget in so poslali Perici mail. Perica je potem, ne če se spomniš, ampak je vsem komikom napisal, a bi kdo to delal, jaz ne bom, ker je pač ni bil interesov. In je, pol sta se Eva in Škrlep javila in pač sta se sam klicala, sem pač, tako sta se razdelili, Ja. Pa se je to obrnalo.
fuck, jaz to moram videti.